Jaz bi vam predstavila projekt Zavarovalnice Triglav Virtualna navijaška tribuna. Za ta projekt smo se odločili v času lockdowna, se pravi konec decembra 2020. In sicer prvenstveno smo se za to odločili, ker smo iskali pač eno rešitev, da ne prekinemo našega več kot 50-letnega sodelovanja s Smučarsko zvezo Slovenije in da ostanemo sponzor našim uspešnim športnikom. Po drugi strani pa smo želeli tudi, da navijači ne bi bili prikrajšani za navijaške užitke. Tako da smo na naši domeni Triglav.si naredili landing stran. Naš, bom rekla, slogan naše kampanje je bil navijajmo od doma. Tako da navijači so se potem prijavili na naši landing strani. Preko računalnikov s kamerami, tablicami, mobilnih telefonov, s pomočjo Teamsov so potem svoje navijanje prenašali, kjer je bilo potem v živo vidno v izteku skakalnice v Planici. Tako smo v bistvu omogočali, da so tako skakalci doživeli neko, bom rekla, približno eno vzdušje navijaško, predvsem pa navijači, da so lahko na ta inovativen način, ker moram povedati, da smo bili v bistvu prvi v našem prostoru, ki smo tak način navijanja ponudili. Prvenstveno, kot sem že prej omenila, smo želeli ostati pojavni, nismo želeli prekiniti te tradicije. Omogočali smo tudi znotraj teh vseh treh svetovnih prvenstev, tako v Planici kot na Pokljuki, smo želeli tudi našim najmlajšim omogočati, da jih še vedno nekako, da ostanejo navijači naših športnikov, ker jih tudi že več kot 40 let vozimo v Planico pod projektom Otroci v Planici in pa Otroci na Pokljuki. Tako da ta naš, bom rekla, projekt je bil zelo dobro sprejet, tako strani navijačev kot tudi strani športnikov. V času vseh treh svetovnih prvenstev je bilo preko 4000 navijačev, ki so se odločili, da bodo navijali virtualno in so se udeležili naše virtualne navijaške tribune. Po zaključku smo potem izvedli tudi eno manjšo anketo in rezultati so bili odlični. Več kot 94% vseh vprašanih navijačev bi se tudi v prihodnje odločili za tako vrsto navijanja, seveda, če ne bi bilo možno v živo. Ampak upamo, da se to več ne bo ponovilo in da bomo lahko vsi skupaj v živo doživeli ta naš tradicionalen praznik v Dolini pod Poncami. Jaz pa, kot sem povedala, naš prvenstven namen je bil, da ohranimo to tradicijo kot sponzor, to uspešno sodelovanje z Smučarsko zvezo Slovenije in da v takih negotovih razmerah vseeno ne prekinemo tega in ne prikrajšamo ne navijačev in ne naših uspešnih športnikov.